Če sem se v preteklosti kaj naučil, je to, da so gravel dirke težke in zakaj bi bila ta dirka kaj drugačna. Ja, živijo. 14 dni nazaj smo se tamle na drugi strani karavan kar dobro namatrali. Bila je dolga pa težka dirka, ampak če damo to na stran, je bila pa trasa res nora. Pa to v dobrem smislu, da ne bo pomote. Res je bilo super, vse od peska, mivke, blata, kamnov, trave, ni da ni, tako proper trasa. In če bi naučil ceno, je bilo 90% makadama pa razgibanih trailov, ostalih 10 pa asfalta, kar je za tako razdaljo res kar super razmerje. Ja, to je to. Vse skupaj se je pa začelo že en dan prej v soboto, ko smo šli po številko. Maja, a prišla plavat? Ja, v redu je. Številko imamo, pa gasa. Izlet smo izkoristili za še en tak krajši sprehod ob jezeru, ker je tam res lušten, tako da smo imeli še en tak družinski dan. Pol, ko sem pa prišel domov, sem bil pa v bistvu že pripravljen. Še eno aktivacijo sem naredil, malo carb-loadinga in to je to. Čakal nas je drugi dan. Naslednji dan smo šli od doma toliko prej, da sem lahko v miru naredil ogrevanje, naredil sem domačo nalogo, pogledal sem si recon trase in vedel sem, da bo takoj po štartu klanc, kjer bo šlo na polno, v filter. Ogret in pripravljen na res eno brutalno dirko sem se postavil na štart. Bila je pa to tudi ena taka, v bistvu test dirka za prihodnje leto, če se bom tako odločil. No. Sicer to so bile kvalifikacije za svetovno prvenstvo. Letos je svetovno prvenstvo v Avstraliji, tako da tudi če bi se kvalificiral, ni šans, da to finančno skupaj spravim, da grem do tja. Sem pa vzel, tako kot pravim, kot en test, da vidim, če se mi rad drug let kvalificira, če se tako odločim za ta cilj. Ker drug let mislim, da je v Evropi dirka, to pa že tudi v bistvu izvedljiv, da se udeležim, če se kvalificiram, seveda. Če. Pazi.
tako kot sem rekel, res letel je ta prvo uro nenormalno hiter. Zdaj tudi probal sem dobiti kakšno dobro skupino, kjer bi se dobro počutil, pa ki bi res šlo na full gas. To sem tudi dobil in zdaj tako je, če letiš bliz sonca, se spečeš, tako pravijo. Zdaj jaz sem to probal in sicer držal sem skupino, ki je bila res hitra. Potem smo pa prišli do enega hupsarčka, tam pa je bil kratek, res kratek je bil, ampak enostaven nisem mogel držati skupine, ker sem se toliko prej uničil, da sem jih spustil. Pa sem bil pa nekaj časa sam, malo sem se nadihal in glih na ta pravem mestu v bistvu je spet prišla ena druga skupina, jaz sem jo zagrabil in leteli smo spet naprej. Pa to res, kot sem rekel, na ta pravem mestu, ker je bil za veter je res pomemben. Tam, po kakšni slabi uri od štarta, smo prispeli do ta drugega klanca. Ta klanc je bil pa tudi najhujši na celi trasi v bistvu. Zdaj, bil je strm, majčkeno daljši, pa tudi podlaga je bila taka, da si mogel majčkeno merkati, kje greš, zato da si lepo čez skale, pa te korenine, kamne. In ja, tle sem bil pa že toliko uničen, da tudi te skupine nisem mogel več držati. Zdaj, skupina se je tako se mi je zdelo, da se je dosti razbila. Niso v bistvu ni noben prišel glih tako kot grupa čez, ampak se je vse skupaj majčkeno razbil. Lepo sem prišel do vrha, pol sem pa zelo kmalu dobil spet drugo skupino, s katero sem pa pol kar dolg vozil. Zdaj, kar mi je bilo všeč pri tej trasi krožni, pa to pri teh štartih, da smo en za drugim štartali po starostnih skupinah, je to, da v bistvu tudi, če si izgubil svojo skupino, je bilo zadnji še veliko skupin hitrih, ki si jih lahko zagrabil, ki si se majčkeno nadihal. Whoa! Wow! It was close! Yeah. Mamma mia. Zdaj, bilo je kar nekaj ošit momentov na teli dirki, ampak tale pa vzame krono siguren. Zdaj, bilo je tako, trda podlaga je bila, ampak gor pa tako majčken posudga peska, glih toliko, da je lepo drsil. In v enem momentu mi je zagrabil obe gume in ne vem, kako sem to poglihal, da sem ostal na kolesih. Moram se zahvaliti tistemu, ki me merka. Ampak ja, je ratal. Jaz sem dal takoj spet pogasil, ker sem vedel, da če bom tukaj zdaj majčkeno preveč razmišljal o tej zadevi, če mi bo preveč stopil v glavo, da bom pol po jajcih vozil do konca dirke. Tako da sem dal takoj pogasil in probal čim prej odmisliti celo zadevo.
in je tudi delovalno, je šlo spet kuj naprej na full gas. Po razgibani trasi smo pol prispeli na polja, kjer se je pa tudi veter dobro občutil, tako da tukaj je bil pa pomemben, da si imel skupino, ker je bilo sigurno lažje, ampak je pa kar fajn rukal. In moram reči, da tle me pa že vse bolelo. Bolela me je rit, bolele so me noge, roke, hrbet, rame, ni da ni. To je bil en tak dober opomnik, da moram majčkeno več tudi delati na sami stabilizaciji trupa, da moram majčkeno več tudi delati teh vaj, ker ja, je pekel. Ja, saj. Ok, prišli smo do zadnjega dela prvega kroga in tukaj sem pa že v bistvu v glavi iskal izgovor, ki bi bil dosti dober, da bi odvil s trase, ker, tako kot sem rekel, vse me je bolelo. In tudi trpel sem kar fejst. Tako da, ko smo prišli do ciljne ravnine, jaz sem bil 90% prepričan, da bom odvil in da bom rekel, hvala, to je to za danes. Ampak, bum. V momentu sem si premislil, zapeljal sem na levo, pa rekel, da grem naprej, da bom še en krog odpeljal. Ne vem, neki klik je naredil v glavi, pol sem razmišljal res, če bi odvil iz trase, bi bil ta razočaranje, da nisem do konca odpeljal, pa da sem v bistvu obupal, bi bila veliko hujša bolečina, pa veliko dlj bi me žrl, kot pa če bi še en krog potrpel. Pa tudi ne moram svojih otrok učiti, da ne smejo obupati takrat, ker rata kaj težko, sam pa delati čist kontra. Tako da ja, sem šel naprej. Očitno bo tole bolj solo krog. V drugem krogu sem v začetku majčkeno bolj sameval, ampak me pa spet na glih ta pravem mestu dohitela skupina in
ponovila se je zgodba, kot v prvem krogu. Se pravi, spet sem držal eno hitro skupino, na ta hud klanec sem spustil to skupino, po tem klancu sem pa spet našel še eno skupino, s katero sem v bistvu spet vozil skoraj do konca. Tako da v bistvu je bil drugi krog samo en tak copy-paste prvega, ampak z majčkeno bolj umirjenim tempom, tako bi nekako ga opisal. Zdaj, tista najbolj zanimiva stvar v drugem krogu se je zgodila pol na koncu. Po ta zadnjem spustu smo skupaj prišli trije, ki smo bili v isti starostni skupini. In lej, meni ni važno, ali dirkam za pač 100 mest, 200, 300, nima veze, če vidim, da je zraven še eden, ki dirka pred meni, pa da imam še toliko moči, da lahko dirkam, bom dal vse od sebe, da bom dobil tisti boj. Tako da to sem tudi tukaj naredil, takoj sem začel razmišljati, kako bi prišel pred njima v cilj. In nekako tako je bilo, da smo prišli dol iz klanca, sva dva takoj naredila majčkeno razlike z menjavami, tista tretja majčkeno odpadel. In tudi, ko sva delala menjave s temu, sem takoj začutil, da ni glih toliko močen več, kakor sem pa še imel moči. Tako da sem ga spustil naprej, da je naredil svojo menjavo. In ko je šla ta njegova menjava proti koncu, sem ga napadel. Nisem hotel šprintati na koncu, tako da sem raje to naredil. In ta napad se je obrestval, prišel sem pred njima v cilj, tako da še en napad, ki je ratal. Ni bil sicer toliko veličasten kot tisti na Alpah, ampak glih tako feeling je bil glih tako dober. Dotočen platen vas. Aj! Kje si? Ta prvi krog full gas sem dirkal. Ta drugi krog pa tudi v bistvu, no. Ni bilo počas. Ampak sem pa gotov, ni me mrtev. Mislim, da nisi diljaš, koliko se je tamle jih je ležal na sred ceste. Noro. Na koncu sem v cilj prišel 360 od približno 800, nekaj takega, in 110 v kategoriji. Zdaj, meni se je zdelo, da smo res leteli, ampak, ko sem pa videl cajte od drugih, tistih prvih, to je pa ne en nivo, ampak kakšne par nivojev višji. Noro, kvaj eni to lahko letijo po koreninah. Že jaz, na primer, sem imel 30 km/h hitrost poprečno, ne vem, kako drugi še bolj letijo, meni ni jasen. Ampak ja, zdaj, če gledam, kakšen je bil cilj, da grem all-in, pa da vidim, kje sem, za to, da bi se kvalificiral na svetovnem prvenstvu, mi je zmanjkalo kakšne 25 minut. Noro. Zdaj, tako je, stvar ni neizvedljiva, jaz mislim, da bi lahko ratal, ampak bi pa mogel še kar nekaj špinače pojesti, pa tudi majčkeno več po koreninah voziti, da bi se to navadil, pa da bi noter prišel, če bi si ta cilj izbral za naprej, ampak klej, bomo videli. Naj ostane zaenkrat, če tako, kakor je. Če me pa prime, zdaj vem, kje približen sem, da pa kaj moram trenirati, pa koliko moram še trenirati. Bila je pa ena nora izkušnja. Jaz mislim, da sem tudi v bistvu sezono začel res dobro, močno, za kar grejo pa zahvaliti tudi trenerju Blažu. Res me je dobro prištimal in če kdo rab trenerja, samo priporočam lahko. Tudi v opis tega videa bom dal njegovo spletno stran, pišite mu, ne grize, pa res ve, kva dela. To je to. Dirke so se začele in se tudi v bistvu kmalu spet vidimo. Čau for now.